Američanka Jennifer rada brska po spletnih straneh in do vseh dostopa enako hitro. Prav tako ima svojo spletno stran. A v ZDA so nekateri predlagali, da bi velika podjetja, ki omogočajo dostop do medmrežja splet, razdelila na dva dela. Na hitrejšega in dražjega ter na počasnejšega in cenejšega. Tako bi do spletnih strani, ki so pripravljene plačati več, dostopali hitreje, do tistih, ki so pripravljene plačati manj, pa počasneje. Prav tako so predlagali, da bi veliki ponudniki lahko sami odločali, katere vsebine lahko potujejo po spletu do uporabnikov in katere ne. O tem, kakšna pravila naj veljajo glede spleta, je v Združenih državah glasovala Zvezna komisija za komunikacije. Večina je glasovala, da je splet javna dobrina in da mora biti enako dostopen za vse. Tako podjetja ne bodo smela vzpostaviti spleta dveh hitrosti in do vseh informacij, ki jih bo Jennifer želela, bo lahko dostopala enako hitro. Prav tako bo njena spletna stran dostopna enako hitro kot druge. Podjetja tega ne bodo mogla omejevati v zameno za zaslužek. Temu rečemo spletna nevtralnost. A ponudniki medmrežja so že napovedali, da se bodo pritožili. Ker pa se to, kar se glede spleta zgodi v ZDA, navadno kasneje zgodi tudi v drugih državah, je velika verjetnost, da bo medmrežje ostalo nevtralno tudi v Evropi in Sloveniji.